En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mateja Škraba in sem lastnica znamke Fračela. Zdaj, moja znamka se je začela res spontano, brez kakršnih koli poslovnih načrtov. Julija 2014 sem naredila sebi prvi nahrbtnik, neka čista želja, da ga imam. In je nahrbtnik videla moja prijateljica, ki ga je želela v beli barvi in ona me je tudi spodbudila, da izdelam logotip. Tako da se je potem začelo vse to raziskovanje, kako nekaj sproducirati. Tako da pol leta kasneje sem objavila sliko, desno sliko njenega nahrbtnika z logotipom in pod to sliko dobila prve 4 naročila, ki so iz dneva v dan narasla. Tako da me je celoten potek prisilil v, se pravi, ustanovitev znamke, spletne strani, pa kako bom produkcijo izvedla in dostavo in tako naprej. Tako da res nisem imela nobenih ciljev, nobenih želj, ampak je teklo samo od sebe in sem se prilagajala predvsem povpraševanju strank. Tako nekako poteka tudi moj razvoj izdelka. Če je nuja na WC papir, če je treba zrezati vrečko, zrežemo vrečko. Ko dobim idejo, narišem na hiter idejo, se dobim z mojo šiviljo, narediva prototip, ponavadi je to potem moj izdelek, in potem objavim sliko in se na podlagi spet povpraševanja potem odločam, kako bo proizvodnja potekala. Trenutno imam 2 vrsti proizvodnje, kar je res masovna prodaja, proizvajam v Evropi in imam vedno na zalogi v večjih količinah. Kar pa so izdelki, ki se ne prodajo toliko, pa je mogoče tudi malo dražja proizvodnja, jih pa delam samo po naročilu tukaj v Sloveniji z mojo šiviljo. Tako da je to res vse odvisno od povpraševanja in se temu prilagajam, no, da ne grem tudi v neke ogromne stroške, pa v neko zalogo, ki potem lahko ostane, pa tako naprej. Fračeline ciljne stranke. Ne maram se niti s tem toliko omejevati. Jaz mislim, da vsaka se lahko najde v moji zgodbi in vsak, ki so mu moji izdelki všeč, je lahko moja stranka. Imam najstnice in imam starejše gospe, tako da ni ciljnih strank. Prodajne kanali zaenkrat prodajam na svoji spletni strani in pa fizično v trgovini Slovenska Local Made v Mariboru. Zakaj sem se za to odločila? Imela sem na večjih spletnih straneh in tudi v trgovinah, ampak ni potrebe potem, da imam v Sloveniji drugje, ker je večina na koncu itak potekala preko moje spletne strani, tudi kar se tiče tujine, tako da sem se tudi zaradi finančnega vidika odločila, da bojo prodajni kanali moja spletna stran. Mogoče bi za tujino seveda bila vesela kakšne večje trgovine, ampak zaenkrat ostajam pri svoji. Promocija, ja, izkoristila sem seveda brezplačne socialne medije, Instagram, Facebook, pa noben ne ve tega, ampak sem res močna v Tumblrju, ampak to ostaja dosti skrito. Ampak tako informativno, če koga zanima, Tumblr priporočam, ampak sem že kar vložila kar nekih 7-8 let v samo promocijo na Tumblrju in raziskovanje. Na začetku seveda najlepša hvala vsem medijem, ki so pograbili mojo zgodbo in s tem mi pomagali priti na točko, kjer sem zdaj sigurno. Sodelovanje s kakšnimi blogerkami, s prijateljicami, še vedno sem pa mnenja, da od ust do ust, pa tisti, ki nosi tvoje produkte, je sigurno najboljša reklama. Pa za konec načrti za prihodnost. V bistvu jih nekako nimam. Trenutno sem bolj v razvoju teh bombažnih vrečk, s katerimi spodbujam, da se ne kupuje plastičnih vrečk, ko gremo v trgovine. Tako da bom sigurno to nadgrajevala, ampak kakšnih večjih načrtov nimam, ker se zelo rada prepustim toku, povpraševanju, dogajanju in potem bolj sledim temu, kakor da bom sama si nekaj začrtala. No. Takole, to je pa še moja spletna stran, Instagram in pa Facebook. Hvala za vašo pozornost.